Njeno ime je zelo dobro poznano med vrhunskimi kuharskimi mojstri, pa tudi med nami, ki njene kreacije spremljamo skozi oči laikov in se čudimo kreativnosti ter izboru okusov, ki jih vključuje v svoje jedi. Je najboljša kuharska mojstrica na svetu in edina, ki je uspela v Slovenijo pripeljati kar 3 zvezdice, in to ne katerekoli zvezdice, ampak Michelinove. Končno se nam je s njo uspelo tudi ujeti. Z nami v Kaprisovem studiu v super intervjuju kuharska mojstrica Ana Roš Stojan. Živijo. Lepo pozdravljena. Mi smo ta trenutek res komaj čakali. Ok, super. Pa da vidimo, kako nam bo šlo. Super bo. Super. Ponavadi ste razpeti nekje med Kobaridom, Ljubljano in svetom, vaše življenje pa je povezano tudi s sosednjim Trstom in Istro. Kje se pravzaprav počutite najbolj doma? V kavčku. V bistvu bi si ful želela, da bi bil moj odgovor drugačen. V bistvu je kavček, kjerkoli sem, vedno odprt in potem zjutraj najdem v kavčku čez moje obleke spat mačko in psa, ki ne veste, se boste preselili levo ali desno. Tako da ja, ta trenutek je po moje dom zelo široko vprašanje. Mogoče najmanj v Ljubljani. Nekako se še učim dojemati kot možnost, da bi lahko bila eden od domov. In mogoče tam, kjer mi je najlepše in kjer se najbolje počutim, je to Istra. Trst je pa vedno neka nostalgija in želja. V bistvu v Trstu se vedno lepo ustaviti. Je eno za mene najlepših mest na svetu. Ko ste rekli Istra, slovenska Istra ali hrvaška Istra? Zdaj, Manca. Vprašam. Manca, to so zdaj vprašanja, ki so malce... Evo diplomatski odgovor. Istra je ena sama. Okay. V bistvu meje ne obstajajo. Super, odlično. Tudi tašen odgovor sprejmemo z veseljem. Sicer pa mi mogoče tako sklepamo, zdaj boste vi povedali, da doživljate prostor, ko nekam greste najbrž skozi hrano, mogoče to kakšna poklicna deformacija. Je to tisto, kar vas na lokaciji najprej pritegne? Torej, da najprej pomislite, ok, grem tja, kaj bi lahko tam poskusila lokalnega? Ja, v bistvu je tako, da nikoli ne bi šla potovati ali pa, bom rekla, potovati nekam, kjer se ne je dobro. Zato, ker najprej se vprašam, kaj bomo pa danes jedli. Pa to je tako res, ker sta tudi moja oba otroka zelo ješča, pa če rada dobro jesta, se vedno plan začne pri tem, kaj bomo jedli. Tako da, mislim, da ljubezen gre skozi želodec in se mi zdi, da bolj in bolj se tudi v trendu turizma pozna, da ljudje izbirajo destinacijo glede na to, ki je lahko dobro in zanimivo jejo. Tako da dajmo staviti na to karto, mislim, da je ful pomembna. Sicer pa še eno tašno podvprašanje. Ko pridete k nam, torej sem na obalo, kje se ustavite? V kateri restauraciji najrajše pri nas jeste? Prej ste nam iz Venetra sicer povedali, da ste tudi kot otrok veliko časa preživeli v Kopru, torej tukaj pri nas na obali. Kje se dobro je na obali, skozi vaše oči? V bistvu, ker nimamo EPP oddaje, se bomo imen izogibali. Ne, jaz mislim, da ni fair, ampak jaz vedno pravim tako, da v bolj turističnih destinacijah imaš vedno tako imenovane tourist trape, se pravi, tja absolutno ne smeš iti in ponovadi vprašati koga iz kraja, kam moraš iti nekaj dobrega pojesti, če tja ne zahajaš glih najbolj pogosto. Drugače pa mislim, da se večinoma v Istri in obala je del Istre, res super je vedno malo bolj v notranjosti, ker nekako so malo bolj odmaknjeni kraji. Vem, da je enkrat Giorgio Armani, Magurin 20 let nazaj v enem intervjuju rekel, da se mu še ni zgodilo, da bi v mestu jedel boljš kot je na podeželju, zato ker se je pač nekako na podeželju treba nekako bolj potruditi, ni samo po sebi umevno, da boš imel goste, da boš imel turiste. In tako vsak sam po sebi nekako ustvarja neko turistično destinacijo oziroma gastronomsko destinacijo. Drugače se pa v bistvu ta strašna raznolikost slovenskega prostora, to, da se recimo iz Kobarida pripelješ do Kopra, ko jaz vozim v 1 uri in 15 minut, če grem čez Trst in Čedat, in jem čisto drugačno hrano, kot jo jemo recimo v Kobaridu, se mi zdi, da je to res en tak enkraten fenomen in bi ga mogli bolj izkoriščati.
recimo sardele. Fenomen pa tudi privilegij, konec konca, da imamo vse tako. Recimo sardele v bojolu ali pa brodet v bojolu. Zdaj v bojolu, rezervacija do oktobra 2026. Ne. Ampak recimo to je en primer tega, kar mislim, da včasih, ko prideš na obalo, si ne želiš nekega prevelikega kompliciranja s hrano, ma hočeš nekako vstopiti v tradicijo, pa istočasno jesti tisto, kar so ribiči tisti dan ujeli, a ni to nekaj najlepšega. Kot smo že prej omenili, ampak bomo zdaj še enkrat malce ponovili, ste med najboljšimi šefinjami po mnenju stroke, 3 Michelinove zvezdice, nagrade za trajnost, večletno uvrstitev Hiše Franko med top 50 najboljših restauracij na svetu in še mnogo drugih. Mislim, da je tu najnovejša Go Emio. Je tako. Kako se pa potem spremenijo cilji, ko enkrat prideš do vseh teh nagrad? Kaj ostane potem? Vse. Zato, ker v bistvu vsi ti dosežki, ne bom ti rekla nagrade, so nekako nagrade za tvoje dosedanje delo. Ni pa samo po sebi umevno, da jih boš obdržal. Zdaj pustimo razne liste in lestvice top 50 najboljših restauracij na svetu, pa ne vem, obstaja tudi Best Chef Award, kjer sem lani 3. pa letos nagrajena za najboljšega šefa obeh spolov po mnenju strokovne javnosti. To je tako zelo subjektivno, kako ti postaviš na lestvico od 1 do 50 restauracije iz celega sveta. Težko. Ali pa imaš ti 100 000 inšpektorjev, ki vsak dan vse obiščejo, to je malo zelo težko. Tako da teh lestvic se veselimo, zato ker se družimo v eni skupnosti, vsi skupaj, ki je ena taka čudovita skupnost brez nekih konkurenčnih klauzul, recimo. Ampak v bistvu zvezdice ali Gomio ali vodiči, ki imajo resne inšpektorje, pa dejansko niso sami po sebi namen, niti na ključje. In ni samo po sebi umevno, da ko bo prišel junij in verjetno nov Michelinov vodič ven, da bo Hiša Franko še vedno imela 3 rdeče in 1 zeleno. In zato jaz vedno pravim, moraš nekako vedno si želeti, da si vsak dan boljši, ker je to edina pot do tega, da lahko ustrajaš na vrhu in absolutno ne zaspati na lovorikah. Torej v bistvu na nek način, ko enkrat prideš na ta nivo, se igra spremeni mogoče malo iz napada v obrambo, greš bolj v to defensivno igro, mogoče bi lahko tako, če uporabiš športne termine. Ne, jaz vedno napadam. Ne, v bistvu za mojo ekipo nasploh zelo značilno, da je tako intenzivno upletena v proces, kaj lahko naredimo še bolje, da bo še bolje. In to se mi zdi, da je en tak super nadzor ali super approach v angleščini k temu, da ne zaspiš. Ker vseeno v enem kobaridu imaš tiste sestavine, veš, da ne vem, na začetku pomladi boš imel, ne vem, divji hmelj, da boš imel lobodiko, pa čemaž, pa nadsadja še. In vsako leto imaš tisti nabor in vsako leto moraš biti drugačen in še bolj inovativen. In to zahteva res veliko kreative. Tako da obramba ne pride v poštev, vedno samo napad. Vedno napad. V bistvu napad najboljša obramba. Tako. Ok, torej napadalnost je mogoče ena od vaših lastnosti, ampak slišali smo vas večkrat tudi reči neki nadavek perfekcionizma, ne, in to večno nezadovoljstvo samim seboj. V bistvu nezadovoljstvo, želeti si vedno več od sebe in samega sebe vedno spraviti do tega, da premikaš meje. Ne. Vam je bil ta davek mogoče kdaj predrag, bi mogoče, če bi lahko kakšno svojo lastnost spremenili? Mislim, svojih lastnosti ne moreš spreminjati. Jih lahko sprejmeš in jih sprejmeš in se sprejmeš. Ja. Mogoče je ta... Je kakšno mogoče škodljiva vaša lastnost v vašem... Ne, gotovo. V bistvu, jaz mislim, da velja za večino uspešnih ljudi, da nenehno delajo. Da v bistvu takoj, ko imajo problem, ta problem solving je del našega vsakdana, se pravi vsake minute. In v bistvu danes sem imela eno tako krasno dopoldne, sem imela sicer računalnik, sem šla na sprehod po obali 1 uro približno, in potem sem se usedla na sonček in odprla računalnik in začela delati in sem rekla tako, najlepša pisarna na svetu in imam se to lepo in tako zazvoni telefon in bam, prvi problem dneva. Murphy. In potem naslednji problem dneva. In tako dejstvo je, da
se bi človek mogel in jaz kot človek tudi naučiti, da se ne nujno vedno obremenjuje z vsem in včasih kakšen problem prestavi na jutri in reče, ni ga treba rešiti danes. Ampak ko imaš toliko zaposlenih in ko imaš toliko odgovornosti potem, in toliko gostov, potem pač enostavno s temi stvarimi ne moreš zaspati. In če bi lahko te stvari spremenila, da bi rekla, da ne vem, delam mojih 10 ur na dan in vse ostalo, ne vem, pomivam posodo, skuham kaj dobrega in grem zgodaj spat, bi bila najbolj srečna. In da bi vedela, da si znam vzeti recimo 2 dneva v paketu zase, bi to bilo super, ampak evo, to so tiste stvari, ki si jih mogoče očitam. Čeprav dokaj so bili otroci majhni, mislim, da sem znala nekako slalomirati med vsemi stvarmi. Pol pa, ker nimaš več te odgovornosti do otroka, pa sam še do samega sebe, rečeš, vse toliko uživam v delu in toliko se imam fajn. Ampak pol vidiš, da si včasih res utrujen in da včasih tudi težje nek problem predelaš, zato ker jih imaš pač toliko nakopičenih na glavo. Drugače pa to ni nobeno pritoževanje, pa sem zavedaš se, da včasih... Ne, mislim, da je to sindrom današnjega časa, nasploh za vsakega, ki se loteva resno svojega dela, ne? Ja, je in je v takem konfliktu dejansko z to najmlajšo generacijo, ki razmišlja o življenju čisto drugače. Ampak se bojim, da ne to, kar je gonilo napredka, je vseeno vedno bilo in bo delo. Če pogledamo tudi tisočletje nazaj, je to bilo vedno tako. No, če smem, kolega, ravno jaz sicer zelo ljubiteljsko tudi spremljam kulinariko, predvsem v Italiji, ker smo pač tukaj blizu meje in me to pač nekoliko privlači. Ne vem, če poznate tudi mojster Borghese, Alessandro Borghese, je nedavno nazaj omenil ravno to, kar ste zdaj pravkar povedali, in sicer, da mladi imajo malo drugačen vidik na to, ne? In sicer, da noben od mladih ne bi rad kaj preveč delal in da imajo zaradi tega v gostinstvu tudi velike težave s tem in da bi vsi radi takoj čim več zaslužili, čeprav mogoče izkušenj še nimajo, da niso pripravljeni se žrtvovati. A je to mogoče tudi neka taka slovenska tema ali pa mogoče, ne vem, se vam je kdaj kaj takega zgodilo? Mislim, v hiši Franko niti ne, zato ker je neka naravna selekcija, zato ker so potrebe po motiviranem in ambicioznem delu prioriteta in pride do samoselekcije. Praktično nekdo, ki bi želel samo priti da je del zgodbe. Nekako biti pasiven del ekipe in hkrati, ne vem, si v CV upisati, da je bil toliko pa toliko časa, da je hiše Franko, ker mu to ziher zrihta, dvigne vse rankinge na možnosti za dobiti dobro službo, odpade samo od sebe. Bi rekla pa, da je to rak rana gostinstva ta trenutek, pa ne samo gostinstva, po moje gre za večino profesij, ker je potrebno izjemno motivirano in ambiciozen pristop do dela, zato da stvar raste in gre naprej, oziroma da ekipa ostane nasplošno dovolj motivirana, da dobro pravi delo. Zato, ker nekdo, ki gre v kuhnjo, ki pride oddelati svojih 8 ur in se mu res ne da in gleda na uro, kdaj bo šel ven na kavo s prijatelji, ima gotovo drugačen občutek za kuhanje in ne da dovolj pozornosti, ljubezni temu, kar počne, ko nekdo, ki reče, ojoj, že 8 ur, daj, še 1 uro ostanem, ker moram nekaj končati. Ja. In v bistvu gostinstvo nikoli ni bilo na gumb. Pač včasih po tvojih 8 urah je še vedno, ne vem, so še vedno gostje za mizo in kaj rečeš tako, 8 ur mimo, odložim nož, ker sem zmenjen ali ker moram iti, ali ker je pogodba za 8 ur. Tako da to je tako ena velika debatna točka tudi med zakoni, ki se sprejemajo, se pravi zakoni o zaposlovanju in tako naprej, ker pač tako kot v medicini recimo ne boš sredi operacije pustil izkrvaveti tvojega pacienta. Tako da v bistvu je to kar dolga tema za pogovor, tudi kako se zakoni na gostinstvo aplicirajo ta trenutek. Pa seveda, čeprav ne bi rekla, da je pri vseh mladih enako, jaz mislim, da je to zelo odvisno od vzgoje. Pač vidimo kar velike razlike med mladimi. Najdeš mlade ljudi, mislim, da je bila ena deklica, ki je bila stara 16 let, ki je lani prišla na poletno delo v Jaz in 16-letno dekle je v enem mesecu
bi lahko vodila eno od linij mirno in prihaja iz dokaj premožne družine, ki je pa vedno je delovno disciplino vedno držala med otroci. In jaz, ko sem bila z njenim očetom, sem nekaj tako, kakšen otrok zares. Imate mogoče še kakšno hčerko, ker pošljite še kakšnega otroka. Ta ni moja, ampak moja je pa tudi pridna. Tako da mislim, da je zelo odvisno od tega, koliko mogoče smo v naši generaciji pripravili otroke, da dejansko so pripravljeni na realen svet, ker delo je realen svet. Ampak mislim, tu je že, ki smo samo še pri tej temi, samo še čisto malo, glede, ker mi smo turistično mesto in naši gostinci se res zelo težko spoprijamijo ravno s tem, ne? Torej ne najdejo personala. Zakaj? Ampak se mi zdi, da mogoče je sicer na vseh področjih dela ta težava, ampak v gostinstvu še toliko bolj. Zakaj? A so tam po vašem mnenju prenizke plače? Ali je to delo celo podcenjeno? Vsako študentsko delo je pa delo v gostinstvu. Ne? Zakaj pa je pri nas delo res, pri nas se mi zdi, da se kar ceni natakarje in kuharje in na splošno gostince, ne? Jaz mislim, da potem, ko je moja generacija šla skozi obdobje, da smo bili šefi dejansko rockstars in se o tem to govorilo, je v bistvu v obdobju pred covidom praktično skoraj vsak drug mlad človek, tudi če bi odličnjak v osnovni šoli ali pa na gimnaziji, hotel iti v kuhnjo delati, potem se je pa srečeval z resnico kuhnje, ki ni tako enostavna, kot to zgleda mogoče na televiziji, v resničnostnih šovih ali pa v televizijskih oddajah. Do tega, da je potem COVID pač za 2-3 leta zaprl gostinstvo in se je potem fokus spremenil nekaj drugam. Jaz še vedno mislim, da je danes gostinski poklic izjemno cenjen, en najlepših na svetu, ampak gostinci se ukvarjamo, se soočamo s takimi težavami, da recimo prej smo klepetali v ozadju, jaz sem imela, ko smo Jaz v Ljubljani odpirali, smo pač iskali kader in pač tam je bila prijava enega fanta. Pač hotel je 8-urni delovnik, ok, ne delati soboto, nedeljo, ok, a se ti ne prijavljaš v gostinstvo, pol pa 2000 evrov plače z evaluacijo 3 mesece kasneje in njegove izkušnje nobene. Ja, to je tisto, kar je rekel. In potem po parih mesecih fant obupa in reče, to 8 ur na dan je delal, 5 dni na teden, za višjo plačo, kot ima veliko zdravnikov, brez zamere, zdravniki hodijo v šolo ne vem koliko časa, sodnikov na nižjih stopnjah, ki se šolajo ne vem koliko časa in govorimo popolnoma neizobraženem človeku za naš poklic. In pa je rekel tako, to je pa preveč. Pa sem se nekaj tako, mogoče je pa res preveč, ker ti si v delovnem procesu, pa hkrati v učnem procesu hkrati. In kako naj gostinec vzame mladega človeka, ki nič ne zna in od njega pričakuje, da je efektiven, ker ti za tako plačo pač nekaj moraš dati, istočasno pa ga moraš izobraževati. To je dvojno delo za nas in seveda dvojno breme za tega, ki prihaja. Tako da jaz mislim, da bi mogli malo bolj na gostinstvo gledati kot na en poklic, ki zahteva ogromno znanja. Ti, če delaš v strežbi, moraš poznati vina, moraš poznati alkoholne pijače, moraš znati danes v današnjem svetu vse procese delane brez alkoholnih pijač, moraš znati komunicirati, moraš znati reševati probleme na floru, moraš včasih znati, moraš obvladati crisis management. V bistvu, to je kompleksno, to je psihologija, to je igra, to je fizika, to je kemija, to je vsega zraven. Kako naj študent opravlja tako delo? In se mi zdi, da mogoče malo več poznavanja ozadja tega poklica bi bilo izjemno pomembno. Je pa kriza po celem svetu, tako da ni nič novega. Ok, prej smo sicer govorili malo o vašem perfekcionizmu. Nekaj glede na to temo, ste kdaj vi kot gostja zavrnili krožnik v kakšni restavraciji? Ne upam si. Ne upam si, se mi pa velikokrat zgodi, da ne morem pojesti, zato ker včasih, ko grem ven jesti, pa me nekdo vidi, pa mi prinese še 2 predjedi prej, pa še 2 glavni jedi potem in jaz pač sem čisto normalen človek, ki zmore pojesti to kot lahko. In pol se ful mučim, ker hočem nekomu ustreči, da bi vse pojedla, pa mi ne gre.
ne drugače, da bi zavrnili krožnik, ne, in tudi, če mi ni všeč, pač ne težim, nikoli ne rečem nič. To je pač moje včasih tudi osebno mnenje lahko. Še obratno vprašanje, a so vam kdaj zavrnili krožnik? Torej kot šefinji, kot kuharci? Da bi direktno en krožnik zavrnili, ne. Aha. Se mi je pa zgodilo, da pač nekomu ni bil meni všeč. In bilo je par primerov v mojem življenju, v moji karieri. Mislim, ko je gost se skoraj fizično spravil name, ker je tako sentimentalno zaznal to negativno čutenje moje hrane in sem se počutila dejansko tako stisnjeno v kot, ker nisem mogla niti reči, da nisem jaz v njihovem imenu se odločila, da pridem jaz k meni in hrana je včasih tudi zelo subjektivna. In enkrat mislim, da je bilo to leta 2015, je eno ameriško omizje opazilo, da se je en gost tako nasilno začel obnašati z mano in sta dva moška prišla in vprašala, chef, do you need help? Sem maybe yes. Ma, je prav tako. To si ne mislim, ker verbalno, mislim, so še ljudje, ki mogoče ima tako prav. Verbalno, ki postaja potem nasilno, v bistvu gestikulacija postaja nasilna in počakaj sem še, da bo nekdo za vrat prijel, pa te stisnil. Hrana je tako kot mogoče veliko drugih umetnosti, kjer pač ena gledališka predstava je lahko 90% ljudem všeč, 10% ljudi bo pa rekel tako, no way. Oziroma, ajde, 95%. In mislim, da to v psihiatriji, psihologiji poznaš to statistiko. Poprečno, tudi če si najlepša ženska na svetu, 10% ljudi bo reklo, ne. Da nisi lepa ali da si grda. Ja, to je kot umetnost konec koncev. Je stvar okusa in o okusih se pač malo težje razpravlja. Po mnenju nekaterih znate biti ostra, mogoče celo groba. To so zdaj besede, ki jih včasih človek zazna. Mi mislimo, da je to povezano z ambicijami. Oziroma, če nekdo želi pač poseči po zvezdah, mora preprosto od sebe in od ljudi okrog sebe pač pričakovati več. Kaj sami menite o tem? Bi mogli vprašati potem moje ljudi, bolj kot kogarkoli drugega. Ampak vas imamo to, zato vprašam. Ja, ne, drugače, ljudje zelo mešajo ostrino, sploh grobost je pri meni popolnoma ne. Je pa dejstvo, da sem direktna in neposredna. In tega sem se naučila v življenju z ljudmi, ki imajo vedno figo v žepu in tega ful ne maram. In zato, če me nekdo vpraša za mnenje oziroma v neki debati, sem vedno neposredna in direktna. In tega se ljudi zelo bojimo. In daleč pa od grobosti in sicer pa moj tim misli, da sem preveč mamasta in jih preveč ščitim in preveč pazim. In enako bi rekla moja otroka. Ampak ta neposrednost in direktnost je včasih za ljudi dejansko neprijetna, zato ker se včasih v današnjih časih ljudje zelo težko naravnost pogovarjamo o stvarih. Ampak drugače pa nasilje je nekaj, kar jaz mu povsem nasprotujem. Ne samo, da se ga izogibam, sem tudi dokaj proaktivna pri kakršnihkoli verbalnih konfliktih ali karkoli, ker se jih poskušam izogibati. Je pa treba vedeti, ko imaš ti toliko zaposlenih, moraš včasih biti tudi odločena. Ne? Zato, ker jaz veljam za eno od tistih redkih šefov, ki odpušča in rečem, ni noben problem. Napake se zgodijo in dajem ljudem druge šanse. Zato velikokrat tudi plačam visoko ceno. Velikokrat se mi je pa zgodilo in sem si bila zato res hvaležna, da sem bila zato nagrajena s tem, da sem bila nekoga zares zrast, ker je razumel, da je naredil pač napake, zaradi katerih bi nekje drugje izgubil službo oziroma drugo priložnost, pri meni jo je vedno imel. Tako da tle demantiram. Mislim, tle grobost verjetno je bila mišljena kot Gordon Ramsay, nama ni idiot sandwich ali nekaj takega. Tega ni v vaši kuhinji. Naša kuhinja je tako soft run, da je v bistvu v Sloveniji ni dejansko, razen Hiša Franko, mogoče Milka, tako resno vodenih kuhinj, kjer je hierarhični sistem, kjer imaš šefa, head šefa, mi imamo 3 sušefe in potem šef de partije in v bistvu
Moj head chef je Yvonne Simon, ona je iz Kalifornije, izjemna ženska, izjemno z eno ogromnim občutkom ne samo za človeka, ampak zelo veliko senzibilnosti, ampak ko dela je resna in dosledna. Brez te resnosti in doslednosti ne moreš doseči nič, ampak v kuhinji se ni dvignjenih glasov in ne samo da ni upitja, je pravzaprav tišina. Mogoče nas je ta filmska predstava nekih vrhunskih restauracij malo pokvarila to predstavo, kako to vse skupaj izgleda. Pol vas povabimo v hišo, ker v bistvu včasih ljudje pridejo not, ker dejansko vse skupaj izgleda v kuhinji kot en balet in dejansko mi smo eno najbolj mirnih okolij, kjer lahko delaš. Tako da verjamem pa, da to je sicer malo greh iz preteklosti, ogromno greh iz preteklosti, pa hkrati teh televizijskih šovov. Pač v bistvu, kdo je šef? Šef je močan moški, potetoviran, velike mišice, njegov glas je močan in pozanten, kako kontrolirati cel prostor. Moja generacija šefov ni več taka. Pač v bistvu danes so kuhinje veliko bolj demokratične in predvsem tudi na koncu koncev zaposleni imajo svoja orodja, s katerimi lahko preprečijo, da nekdo z njimi tako ravna. Ne, Hiša Franko, mi imamo pravzaprav manifest o dobrem obnašanju, ki je dolg 3 strani in visi po različnih prostorih in ga morajo čisto vsi podpisati, ki pridejo delati v hišo. Demantiram še enkrat. No, sicer, če smo že pri teh oddajah, pred dnevi se je začel tudi Masterchef ponovno v Sloveniji. Kaj pravzaprav vi mislite o takih oddajah? Ja, obstaja ena dolga zgodba, bom šla nazaj. V čas, mislim na leta 2017, sem dobila telefonski klic iz italijanske številke in so me klicali iz Masterchefa Italije. Ja, takrat je Karlo Krako. Drugače sem full fan. Masterchef Italija. Takrat je Karlo Krako, pa se boš spomnil, kot glavni sodnik zaključeval in so iskali novega glavnega sodnika. In ker pač tako, če govorim italijansko, in tisto leto sem tudi best female chef in the world. In kamera mi ni tuja, zato ker sem prej cel chef stable dala čez. In je bila to tako genialna ideja. In ko so me poklicali, se spomnim našega prvega pogovora, poleg je bilo pa še 50, ki jih je sledilo. Vsega, da me ne zanima. In pa so tako, kdo je šef, ki reče, da ga ne zanima Masterchef Italija. In na koncu so rekli, dajmo narediti eno testno probo, pa mogoče priti enkrat samo kot gost. In ko smo naredili testno probo, itak jaz sem pred kamero dosti sproščena, ni nobenega težave, so oni imeli še večjo željo, da bi to mogla biti jaz. In na koncu so prišli v enem avtu v Kobarid, tako karikiram, ker ni bilo to je zdaj karikiram situacijo dobesedno z torbo denarja in s pogodbami sponzorji in so rekli, prilagodimo se vašemu urniku, povejte, koliko želite, hiša v Milanu za čas snemanja, imate zasebnega šoferja, karkoli hočete. In takrat na tej točki sem rekla, in sem šla zdaj spremno ob 4 zjutraj laufati in sem prišla ob 8 zjutraj in za 4 ure sem tekla. In sem bila tako na eni strani, te teži, rečeš tako, mislim, to so itak enkratne priložnosti in Masterchef Italija sploh napolne restauracije in vse. Po drugi strani je bil pa to moje prepričanje, da ne verjamem v tekmovalnost v kuhanju in kako naj sem jaz, ne vem, med 3 mladimi ali pa kakorkoli ne mladimi in vse 3 stvari so mi všeč in kako naj igram igro, ki je v ozadju, torej všečnost, kdo privabi več gledalcev in zaradi te moje neposrednosti in iskrenosti, resnicoljubnosti sem prišla nazaj in se nekaj No go. Torej niti kot gost. Definitivamente no. In potem je v La Stampi, približno en mesec kasneje, jaz sem par vprašanj od medijev dobila, a sem res zavrnjena, nisem nič rekla, pa je pa Stampa eno dolgo zgodbo objavila in naslov je bil tako, ki je lo šef, ki diče nola Masterchef. Wow. In jaz sem obrazložila potem zakaj ne, zato ker
pač to je televizijski šov in mislim, da mi sodimo v kuhnje in se moramo ukvarjati z svojim timom, svojimi ekipami. In ja, priložnost zamujena, če hočeš, ampak nikoli tega nismo obžalovala. Ampak pazi to, takrat sem poklicala par mojih kolegov, šefov, tako govorimo o svetovnih imenih, par top-end novinarjev, med drugim Andreja Petrinja. In reče tako, hej, mi ponujajo glavnega sodnika Masterchef Italija, kaj misliš? In vsi tako, wow, moraš iti, moraš narediti. In jaz tako, shit, vsi rečejo ja in jaz sem še vedno ne. Niti eden ni rekel ne. Potem, 5 let kasneje, so bili vsi tako, bravo, Ana, dobra odločitev. Ja, se mi zdi, da potem bolj kot se ukvarjaš z samo oddajo, ugotoviš, da so te šefi, ki so noter v bistvu bolj medijske zvezde kot karkoli v kuhinji. Recimo Bruno Barbier izgubil že vse zvezdice Mišljenove, ne? Ker je postal sodnik na Masterchefu, pa sodnik za neko drugo oddajo in pač tako je. Še kar nekaj se zapleteš v en, ful hitro se ti lahko zgodi. Naš svet je zelo realen. Jaz delam od jutra do jutra, pač od jutra do enih zjutraj. Pač ne glede na to, tudi če se z gosti ukvarjam, to je delo. Tudi če ne morem na hitro 3 maile odgovoriti, je to delo. In če moram spreminjati meni, je to delo. In če moram plejtati, je to delo. In kar naenkrat zgubljaš stik z realnostjo. In realnost je, da je naše delo pač delo za kuhinjskimi vrati. Ja. Če malo pomislimo na vaše goste, ki prihajajo k vam v restauracijo, najbrž se med njimi znajdejo tudi takšni, ki imajo nekako specifične prehranjevalne navade. Torej, naprimer, nekateri so vegani, vegetarijanci, spet drugi imajo razne intolerance. Kako poskrbite za take goste, oziroma a je kje ta meja, zdaj, da rečete, ok, tašen meni je, tisti, ki pač se ne sklada s tem menijem, njegove prehranjevalne navade niso v okvirih tega menija, naj se odloči, da gre kam drugam. Ok, mi imamo samo 2 stvari, za katere vedno rečemo ne. Eno je, in obe prihajata iz razlogov, ker živimo in delamo v okolju, v katerem delamo. Eno so vegani in drugo so lactose free? Ne vem, kako se reče. Intoleranca na laktozo. Razlog je zato, ker dolina Soče je pač skromno okolje, kjer se je vedno jedlo nekako vse, kar si lahko v tistem trenutku dobil, in mi živimo od mlečnih izdelkov. Pač mleko, maslo, siri, skuta so del naše tradicije prehranjevanja. In zdi se mi, da zapuščam nekako identiteto kraja oziroma jo ne spoštujem dovolj, če pristanem čisto na vse. Tako da v bistvu to sta 2 restrikcije, ki jih imamo tudi že v prvem mailu komunikacije zapisano. Zanimivo, da se recimo ljudje, ki imajo intoleranco za laktozo, največkrat odločijo, da pridejo, če pač intoleranca ni prehuda, ker si oni lahko pomagajo. Drugače pa vse druge diete oziroma alergije oziroma restrikcije spoštujemo in imamo cel alergijski plan narejen, tako da že približno 4 dni naprej vemo za vsako mizo posebej, za vsakega gosta posebej, kaj so, česa ne je oziroma česa ne sme jesti. In je njihov meni povsem prilagojen, kar pomeni, da ni samo živilo odvzeto iz menija, ampak je konkretno na novo sestavljen meni za njih. Tako da s tem je res dela ogromno. Za te 2 stvari pa pač človek v dolini Soče ne more preživeti, če je samo vegan. Pač žal, ker z veganstvom prihajajo tudi nerazhudniki, pravi vegani tudi razhudnikov ne jejo, kar pomeni ne krompirju, ne paradižniku, ne papriki, ne melancanam. In to, mislim, če hočeš res super obrok izpeljati in izhajati iz okolja, v katerem smo, ker mi dejansko pač kako živila iščemo v lokalnem okolju, potem se bojim, da bojo razočarani. Pa je vedno več tega? Vedno manj. Vedno manj tega? V bistvu bil je en pik 3 leta nazaj in zdaj se je izjemno stabiliziralo stanje. V bistvu se jaz mislim, če greš ti v restauracijo, kot je Hiša Franko, ki je destinacija, poskušaš svoje težave pustiti doma, če je to zaiti
enkrat nekaj pojesti in probaš res uživati tisto pravo identiteto Da v hiši. zaživiš doživetje, ne, verjetno. Seveda pa tle, recimo, če je nekdo alergičen na oreščke, itak pač... To je malo težje, ja. Ja. Ampak za vse tiste lažje alergije pa se ljudje ponavadi, mi jih ne prosimo za to, ampak se ponavadi že po inerciji odločijo, da... Saj so določena pomagala za določene intolerance, za alergije ne vem, ampak sem si predstavljal pa, da je mogoče vedno več izbire tudi po sami veganski prehrani. Ne. To me je bolj zanimalo, če je tega več ali manj, če je manj tega, pač verjetno je tudi vam malce olajšano delo. Vse to je hecno, zato ker jaz doma ne jem ribne mesa. Ko grem ven, pojem vse, ampak doma pač z možem jeva strogo vegetarijansko, skoraj vegansko hrano. Ampak pač, ko grem v restauracijo, se probam seveda prilagoditi temu, ker bi rada imela neko izkušnjo in nekaj doživela. Vi pa nimate nobene težave s kakršnokoli hrano, da bi, ne vem... Jaz sem tak alergik, moj oče je bil, zdaj upokojen, je bil zdravnik, diabetolog in pulmolog, internist in je hkrati imel tudi ambulanto za alergije in je rekel, Kovačeva kobila je vedno bosa. Je rekel, da ni videl še tega alergika, kot sem jaz in sem imela pač te cross alergije, ker sem alergična na cvetni prah, sem alergična tudi na tipe hrane. In potem, ko sem rodila svita sina, je imel iste težave in sva oba naredila samo senzibilizacijo, kar pomeni, da sva se začela počasi izpostavljati alergenom. Da se telo navadi. In to sama. Pri svitu sem poskusila iti preko zdravnikov in magnetnih resonanc in to, pa se mu je stanje slabšalo in potem sem je začela nama počasi v hrano dodajati alergene in danes ne on, ne jaz nimava povsem nobene težave z uživanjem stvari, na katere verjetno globoko v naju imava še vedno alergijo, ampak lahko jem češnje, breskve, marelice, na vse to jabolka, na vse to sva bila močno alergična oba in danes recimo, da je problem rešen. Zdaj pa prihaja v bistvu najverjetneje najtežji del tega našega intervjuja in sicer tako poimenovan kuharski kviz. Ne. Izberi, kaj ti je bližje. Joj, bom padla na Muzika. Maslo ali oljčno olje? Oboje. Eno je treba izbrati. Če bi mogli res izbrati eno. Oljčno olje. Okay. Kuhati za prijatelje ali za znane osebnosti? Prijatelje. Sladko ali slano? Slano. Njoki ali pašta? Pašta. Nisem pričakoval tega. Okay. Čakaj, to je Enkrat na bilo dan pašta pri meni. Ampak prihaja Res? Enkrat na dan. prihaja še na hujša, mislim, zdaj. Kaj, regrat ali radič? Radič. Sem rekla, borovnice ali maline? Divje borovnice ali borovnice? Divje borovnice. Ajde. Ja. Divje Divje borovnice. Okay. Ta je po moje najtežja. Ne, mislim, da borovnice in maline so bile Misliš, da je? tudi zelo močne. Ja. Čokolada ali vanilija? Slano. Vanilja. Wow, ok. Ne, A, te je presenetilo? Ja, presenetilo. Vaša mama je v bistvu zdaj že kar lep čas nazaj v Netflixovi seriji Chef's Table rekla nekaj, kar nam je v bistvu ostalo vsem trem v spominu, poretno še komu, in sicer, da je ljubezen generator vsega. Kako pridete do vseh teh kombinacij okusov, kot ste pripovedali, da ste precej omejeni, kar se tiče nekih naravnih danosti, in kako pride do teh idej, da lahko praktično vsako sezono prihaja nov meni z novimi jedmi? Okay, ampak to ni več tista To ni več igra. kuharski kviz, ni dobro, ali. ne. Ker sem že razmišljala, kako naj odgovorim na to vprašanje. Ok, v bistvu težko, ampak gre. V bistvu vsako leto malo spreminjamo pristop, kako bomo pripovedovali o hrani. Se pravi, pripoved je bila 2 leti nazaj 50 Shades of Life, ko je Hiša Franko in jaz sva praznovala 50 let, potem in kjer smo naredili neko reinterpretacijo jedi, ki so bile kultne v moji karieri in smo jih dvignili seveda na drug nivo, ampak smo se poigrali z neko divjino enega razmišljanja.
Lani je bilo 50 Shades of Red, Red kot passion in smo dejansko razmišljali, ko greš ven jesti, kaj bi rad jedel, ti hočeš, da je hrana yummy, da je hrana dobra, da ti narediš skarpeto, da greš, poližeš krožnik in smo vrnili na degustacijske meni pašto. In sicer v obliki enih drobnih, doma narejenih rezancev, sem iz rumenjaka narejenih, v eni omaki iz rahlo fermentirane melone in zdaj bi kako se reče v slovenščini? Ja, kapelunge, vongole, ne v italijanščini. To je školjke, vongole. Ja, in kapelunge. Kapelunge so tiste školjke podolgovate, ne? Ja, podolgovate, ja. In kiče. smo v bistvu en ekstrakt se školjk naredili in zraven je bila pimpinela, ki je ena divja rastlina. In to je bilo tako dobro, da resno si delal skarpeto. In potem so bili kapeleti, v bistvu neke vrste raviola, ki je bil polnjen s pečenim topinamburjem v omaki iz črne hruške. In recimo nesramno. Recimo ta črna hruška je imela gre za pituralko, ki je tipična za predvsem Goriška brda pa Koljo. In to hruško smo mi v peči, ki dela na nizki temperaturi, v kateri se črn česen dela. Smo jo na čisto nizki temperaturi jo pustili, da so se počasi njeni sladkorji karamelizirali in je postala čisto črna, ampak absolutno brez nobenih grenkih pokusov karamela ali karkoli. In recimo to je tehnika ti bolj pomaga, eno živilo, ki ga že poznaš, da ga sprniš nekako drugače. In zdaj delamo na novem meniju, ki gre ven 2. aprila, ker čakamo, da se narava malo prebudi. In tokrat bo naslov menija The Roots, ampak The Roots kot metafora ali ne metafora. Delali bomo ogromno na koreninah, ampak hkrati tudi, kaj so zares naše korenine. Se pravi, to, da sem jaz rojena v dolini Soče, da spoštujem tradicije doline Soče, a me to obvezuje, da so to moje korenine, ki ne ostanejo točno take, kot so vedno bile, ali so doprinosi, ki jih mi prenašamo z drugačnim razmišljanjem o hrani, tisti, ki hrano plemenitijo in jo delajo bolj prijazno za naslednje generacije. In seveda odgovor na koncu, ko boš pojedel, je druga verzija, da naše delo je, da gledamo proti prihodnosti in tukaj prihaja do kontaminacije, se pravi, jaz pač že od malega veliko potujem, se pravi, obožujem delati za čimbami, zdaj sem prišla iz Malezije in Bangkoka in sem prinesla en kovček svežih karjevih listov in en kovček kefir lajma iz tržnic in se to smo razna olje spremenili in to in potem imaš nek tač k tej čisto lokalno pridelanem živilu, ki te v bistvu odpelje nekam drugam in ne rečeš tako... Nek fusion, neke sorte tradicionalni. Če rečeš, da je 95% živil 100% lokalnih, 5% they fly you around the world, te peljejo na pot okrog sveta. Tako da na tem delamo letos in meni se začne testirati drug teden, tako da. Dobro, pridemo, ni problema. Ja, eno v sredah ob 4 se začne. Še eno pod vprašanje tukaj, a je kaj, kar ostaja stalnica na vašem meniju? Torej ena jed, ki je ne spreminjate? Samo ena, to je krompir. Big Apple. Kaj si ti? Big Apple. Ne, ni Big Apple. Okay, sem pomislil na sladico, sem pomislil. Ta Big Apple je bil 15 let nazaj na meniju, drugače ne vem, kaj si bil. Ja, že tam ostal. To je bil meni v očeh, mi je bil kot piše Franko. Ne, to je krompir, ki ga dobimo iz Šentviške planote in je pečen v skorji iz avgustovskega sena iz Otave in soli, naredimo neko skorjo, kot da bi pekel ribo v soli. V bistvu dosušimo seno do konca in ga zmiksamo v prah in potem naredimo kot eno testo iz soli, sena in jajčjih beljakov. In pol imamo ta krompir iz Šentviške planote, ki je ta famozen 1 evro krompir. Zato, ker pač kmet, ki nam goji ta krompir, pač to je kmetija na višini, ročno delo in tako naprej in on mora veliko selekcije delati. Tako da mi dejansko krompir plačamo 1 evro po krompirju, zato ker cenimo njegov trud in njegovo delo in je to dejansko glavna komponenta krožnika in ga oblečemo pač v to testo
in ga pečemo 45 minut in potem gost ga dobi na mizo vročega in mora prelomiti v skorjo in povohati in ga vonj pelje v visoke hribe, ker vse diši po vročem senu in te spominja na Heidi in spat v seneni posteli. In pol mora z roko vzeti ta krompir ven, ki ima okus po senu in to je pač vrhunski planinski krompir. In zraven je v bistvu kremo iz fermentirane skute, ki prihaja iz istih planin in med in cvetni prah. Jaz ne vem za vas, ampak med tem, ko ste govorili o tem, nek žar v očeh, Ane, ko govori in mene je prav zmrazilo. Potem sem pogledala Jako, ki je zaprl oči in po mojem je že vohal tako. Jaka je bil Heidi. Kako to je? Jaka je bil Heidi za nekaj sekund. Ne, res se vidi, mislim. Naš Jaka je med drugim edini, ki je že preizkusil Hišo Franko, ne? Tako, ja. Dvakrat. Ampak jaz sem vesela, da imamo tudi posneto, torej video posneto, da boste lahko videli ta žar in to ljubezen Ane, ko o tem govori. Še zadnje vprašanje, ki se morda navezuje ravno na to, kar smo zdaj govorili. In sicer je vprašanje, ki verjetno marsikoga zanima. Vemo, da degustacijski meniji v restauracijah, ki so vrhunske, kot je vaša, dosegajo cene, ki si jo marsikdo ne more privoščiti. Govorimo o par 100 evrih. 300 evrov, 400, lahko 500, 600 in več. Povejte nam, zakaj takšne cene, predvsem zato, da bodo ljudje razumeli, kaj stoji vse za to ceno, ki jo oni plačajo, za to doživetje. Ja, v bistvu v Hiši Franko je meni, mislim, da 325 evrov, kar jo Hišo Franko vršča ta trenutek še vedno v nižjo skupino 3 Michelinovih zvezdic na svetu. Moj sin je mogel za domačo nalogo narediti analizo lansko leto in en mesec delal, da je razumel, koliko stanejo restauracije drugod. V bistvu ne gre toliko za ceno živil, ki, kot sem rekla prej, 1 evro krompir, verjamem, da marsikdo, ki bo to poslušal, se bo smejal, ampak tle je moj omaž kmetu, ki vem, koliko se trudi, da mi lahko da najboljše možno živilo in mora tudi spremeniti pristop do tega in ima zaradi tega več dela. In predvsem ta preveč dela, toliko dela, kot stoji za menijem, bom rekla, sam za Hišo Franko bom zdaj govorila, je praktično nekaj, kar dokaj tega ne vidiš, si ne moreš predstavljati. Pač 20 ljudi, ki dela v kuhinji za 40 gostov, dokaj stvari niso narejene, nihče ne odneha. To so taki drobnarije, ki jih mogoče, če ne greš v 3 zvezdice, ne vidiš ali jih ni, ampak so tista pomembna velika razlika. In v bistvu mislim, da ima Hiša Franko labor cost, se pravi strošek dela višji od 60%, kar pove praktično vse. Poleg tega, če pol dodaš, da je v Sloveniji so plače ene najbolj obdavčenih v Evropi, če ne celo najbolj obdavčene, bolj obdavčene od Danske recimo. In potem seveda ljudi nagrajuješ z dobrimi plačami, zato ker dobro delajo in mislim, da je to posledica in poskušaš izplačati najvišje regrese, tako da ljudje imajo tudi neko zadovoljstvo za to, da trdo delajo. Na koncu, če sezona res ni dobra, ker poleg tega Posočje drsi iz nizke v visoko sezono, se pravi, ni to mesto, kjer imaš ti vsak dan nabito restauracijo, zato pač po zimi delamo malo manj, poletje je treba stisniti, zato da naredimo dovolj. Ker recimo, če ena sezona ni dobra, mi lahko gladko zlezemo tudi v minus. Tako da kljub vsemu temu, kar se vidi, da je to bogatstvo, je dejansko podobno kot nogometna tekma. Bom dala en direkten primer. Če greš ti gledat Barcelona Real, recimo, dam primer. Karta ne stane pod 600, 800, 900 evrov. Se ni zato, da bi nekdo, mislim, itak klub služi, ampak pač njihovi igralci stanejo ogromno in je pač to prva liga tekme, ki jo greš gledat. Sej, tukaj jaz sem ene parkrat rekla, pa greš na dober koncert, ja, zelo podobno. In si potem probaš predstavljati, kaj vse stoji za tem, da greš ti na en res dober koncert. Koliko ljudi ta pevka ali pevc ali skupina zaposluje v ozadju, zato da izvede šov, tako da je pomemben.
Zdaj v Sloveniji imamo mogoče malček problem, ker enega pevca ne boste nikoli vprašali iz vprašanja, nogometaša pa tudi ne. Za meni to vprašanje preleti skoraj v vsakem intervjuju. Se pravi, enako kot greš na koncert, imaš doživljaj, tako kot greš na nogometno tekmo, imaš doživljaj, tako kot greš v hišo Franko, ne greš tja, da prešteješ 7000 kalorij, ki si jih pojedel, greš na doživljaj. In pač ja, počasi vsak dan bolj pač razumemo, kaj vrhunsko gostinstvo je, pa dejansko je en patchwork toliko dela in toliko rok, ki stojijo za tem, da je pač temu tako. Že ki je vaš sin naredil analizo, katera pa je na kateri najdražji degustacijski meni, torej restauracija, ki ima 3 Michelinove zvezdice? V bistvu najdražji meni sploh ni v 3 zvezdicah, ampak je na Ibici restauracija, ki se imenuje Sublimotion in mislim, da meni stane 1400 €. Zdaj ne vem pa, zato ker na Japonskem imaš še ne par 3 zvezdic, ki imajo samo mizo za 8 ljudi in imajo... Praktično šanki si takoj zdraven. In je private dining in niso objavljene cene za njih, res ne vem, in tega tudi Svit ni obdelal, ampak recimo Sublimotion mislim, da ima 1 ali 2 zvezdici in ima meni, ki nas vse prekaša. Hvala za to doživetje, ker to je bilo že samo skozi pogovor občutiti marsikatero čustvo o tem, da je ljubezen, kot kaže, res generator vsega, strast in predvsem disciplina do dela in vsega ostalega. Mi bomo za vekomaj počaščeni za ta vaš obisk v našem studiu. Najlepša hvala, Ana. Z veseljem in se vidimo v Kobaridu. Komaj čakamo, to pa pridemo. Ne radi reči 2-krat. Na degustaciji. Pridemo takoj. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Capriz. Dobro jutro, Radio Capriz.